Kandidatka za pravosodno ministrico Andreja Katič se bo danes predstavila pristojnemu parlamentarnemu odboru. Premijer Robert Golob se je, čeprav ji ob sestavljanju vlade ni bil naklonjen, za Katičevo odločil na podlagi njenih izkušenj. Pravosodni resor je namreč že vodila v kabinetu Marjana Šarca, v vladi Mira Cerarja pa je bila obrambna ministrica. Po pričakovanjih bo brez težav dobila koalicijsko podporo tako danes na odboru, kot tudi prihodnji teden, ko jo bo imenoval državni zbor. Pri vodenju ministrstva jo čaka težko delo. Ključna naloga se nanaša na uresničitev odločbe Ustavnega sodišča o sodniških plačah. Podrobneje Nataša Mulec. Zagotovo najpomembnejši odgovor, ki se ga od ministrske kandidatke za pravosodje Andreje Katič pričakuje ta hip, je, kako in kdaj namerava uresničiti ustavno odločbo o sodniških plačah in s tem končati protest sodnikov in stavko tožilcev. Da to pričakujejo od nove pravosodne ministrice, so dali v prvem odzivu vedeti tudi v sodniškem in tožilskem društvu. Sicer pa je splošna ocena v pravosodju, da je prednost Katičeve v tem, da že pozna področje in ji vseh težav sodstva ne bo treba predstavljati na novo. Pričakujejo tudi dialog, spoštovanje neodvisnosti sodstva in načelo vladavine prava. Ne skrivajo niti želje po posodobitvi področne zakonodaje. Plače sodnikov in tožilcev so sicer na vrhu agende, a le ena izmed nakopičenih težav, s katero se bo pri vodenju pravosodnega ministrstva soočila Andreja Katič. Še naprej se bo ukvarjala s pogodbo za nakup sodnih prostorov, podpis katere je s položaja odnesel Dominiko Švarc Pipan, SD pahnil na dno, vladi pa še zmanjšal podporo. V koaliciji opozarjajo, da se afera nakup sodnih prostorov ne sme pomesti pod preprogo in da mora dobiti epilog. Pregledati pa, da je treba tudi ostale pogodbe, ki jih je sklenilo Ministrstvo za pravosodje. Katičevo takoj na začetku čaka tudi odprava nepravilnosti pri projektih digitalizacije notariata in gradnje novega zapora v Dobrunjah. Sicer pa so v koaliciji z imenovanjem Andreje Katič za pravosodno ministrico zadovoljni, pravijo, da ima dovolj izkušenj, da bo kos nalogam, ki jo čakajo.